Na vsak način dobrodošli še na enem, pravzaprav zadnjem večeru v Koži besede v tej sezoni. Dala sem pa naslov Koži besede in prihodnosti. Zakaj? Ker se mi zdi, da čeprav zagovarjam to, da živimo v sedanjosti, da ne razmišljamo za nazaj, pa načrtujemo za naprej, se mi zdi, da smo v trenutku, ko bi morali začeti razmišljati, kakšna bo naša prihodnost in to moramo pa vendarle začeti početi v sedanjosti. No, zato sem potem razmišljala, kaj naj bi zdaj s to prihodnostjo, ker pač tudi mene osebno kot rekla, razmišljajoče bitje vse bolj grize to, kar se dogaja v tej državi. Ne samo v tej državi, tudi v Evropi, ne samo v Evropi, konec koncev tudi na svetu. Ampak kot veste, če začnemo pri mikrokozmosu, lahko kaj spremenimo. Če začnemo pri makrokozmosu, zelo težko. In zato Violeta Tomič, živjo, pozdravljeni. In Lara Jankovič, pozdravljena tudi ti. Zdravo. Obe dami poznam, zato se bomo tikale in obe zelo spoštujem. Prvič kot ustvarjalki, kot igralki, kot umetnici in pa na vsak način, Lari sem že rekla, čestitke za to, da ste si pravzaprav upali na to pot. Vem, da bo zdaj malo več podočnjakov, verjetno bo tudi kakšna gubica več, kot bi bila sicer na lagodnem odru, ki je v kakšnem varnem teatru, česar ni več, vsaj za nekatere. Skratka, najprej to. Zakaj politika? Zakaj recimo ne cirkus? Sej to je cirkus. Sej to je cirkus, točno. Jaz bi se najprej zahvalila, Karmen, za ta čudovit uvod. Mislim, da bi vsi morali tako razmišljati, kot razmišljaš ti. Že bi rekla, ne samo, da je poletna skoraj vročina, ampak tudi ta tema nekako priča, da nas je malo, ki hočemo se soočiti s tem. To, da smo medve z Laro se izpostavili politično, se odraža tudi na najinih nastopih. Če bi bile zaposlene v kakšnem gledališču, tam jabon ima, tam se tudi nobeden ne izpostavlja, ker mu ni treba, da človek dobi plačo vsak mesec, če dela ali ne dela. Tudi med počitnicami, med tem, ko mi svobodnjaki zelo hitro začutimo, kdaj je kupna moč prebivalstva tako padla, da si ne morejo privoščiti niti za kruh, kaj šele, da bi 10 evrov za vstopnico dali. In tam, kjer imava medve kakšen solo nastop, kjer si prodal mimo grede 300 kart, jih zdaj prodaš 30. Ko pa se izpostaviš javno in poveš ene stvari, potem se zgodi, da tudi če je zastonj, rečejo une babe, ki pa ne mara ne vem koga, naše cerkve ali pa našega svetnika unga ali pa tistega politika, tiste pa jaz ne grem gledati. In tako, da v bistvu s to izpostavljenostjo si narediva pravzaprav dvojno škodo, Tako da, pa vendar smo ljudje, ki ne moremo molčati. Nekateri ne smo molčali, nekateri ne moremo molčati. Kajti, če človek molči, ko ve, kaj bi lahko povedal in ko bi lahko spregovoril v imenu mnogih, ker kaj se nam dogaja? Eni rečejo, ti si povedala to, kar mi mislimo, ker znaš artikulirati, sploh pa ker si upaš. Ker tisti, ki so v službi, je razumljivo, da si ne upajo. Zato smo tudi medve bile nekoč v službi, če smemo v imenu obeh, ker imava podobno zgodbo. Pa sva šli. Da ne bo nehala govoriti. Pa sva šli. Iz komforta sva šli ven. Ravno zato, da bi dobili svobodo, stati za tem, kar misliva in stati za tem, da lahko poveš. Svoboda je pa najdražja stvar na svetu. Svoji kolegico. Ja, jaz tudi, Karmen, hvala. Moram isto vse komplimente vršiti nazaj, ker je ena izjemna mlada dama in mlada, draga, veš, koliko nas še čaka. Tako da, in hvala ti za vse take prekrasne pogovore, ki jih vodiš ne samo z nama, ampak z vsemi, ki so vredni, da jim daš besedo. In tako da pozdravljeni vsi. Ja, Violeta je lepo povedala, začela, podobno deliva to usodo, podobni sva, temperamentni, pravičniški, resnicoljubni in mislim, da to je en največji razlog, da smo se izpostavili in da je bilo dovolj kričanja na televizijo in na program na njej, v njej. In dovolj je bilo tega, da smo si živce žrli in zmerili vse debate, še ko smo šli ven na kakšno pivo, so bile samo okoli tega.
in smo rekli, dovolj je tega. Treba je postati aktivni državljan, nič se ne bo spremenilo samo od sebe. In treba bo začeti pri sebi. In začeli sva, tudi s tem, da se boriva na svobodi, tudi s tem, da sva povzdignili glas, ne glede na posledice, ampak nekdo mora. Nekdo mora in pokazati, da nas ne sme biti strah in da pač moramo biti pogumni in si usodo res krojiti sami, ne in sodbo, naj si pišemo sami. Tako da, kaj sem že zašla? Sej, neč hudega, bomo se vrnili nazaj. Podnaslov pravzaprav tega večera pa je, ali lahko kultura v politiki v prihodnosti karkoli spremeni v pozitivnem smislu. Kultura v smislu, da v njej sodelujejo ljudje, ki so ustvarjalci in umetniki. Samo spomnite se, kdo je bral Majniško deklaracijo preden so se začeli osamosvojitvene aktivnosti. Vemo, pesnik, Tone Pavček. Koliko je bilo pisateljev, ustvarjalcev, literatov v vladi, v parlamentu, ko je nastajala Slovenija? Obstaja izraz nacionalni pesniki, ko so, žal, ponavadi nacionalni pesnik postaneš, ko te ni več, oziroma ko otvarjajo tvoj spomenik. Skratka, kaj hočem reči? Vse družbene, predvsem pozitivne spremembe so se dogajale v prisotnosti kulturnikov, kulture, umetnikov, ustvarjalcev. Poglejmo parlament zadnjih 10 let. Še tistega bogega Parkliča, ki je še nekaj časa vzdržal, so, vemo. In ne vem, zdaj so ga klicali, se veste na kaj. Na odgovornost, tako naprej. In vmes Cirila Zlobca zemel za izdajalca in tako naprej. Kaj hočem reči? Ne samo, da jih ni, zato tudi ni nobenega glasu. In zdaj me zanima vajno mnenje. Kultura v politiki, v prihodnosti slovenske politike. Ali ima mesto, oziroma moramo ga imeti verjetno, ampak kakšne imamo šanse, čisto domače vprašanje? Kultura je zbežala z parlamenta. To je problem. Dobesedno mislim. In tako, ko Bon Jovi poje You give love a bad name, kar pomeni, daješ ljubezni slabo ime, dajo naši politiki slabo ime. In tako da lihle je problem, ker je ta kultura šla, ker tudi že njihovo obnašanje in njihove izjave in njihovi nastopi, njihova samopašnost, njihova izguba stika z realnostjo kaže na to. In kulturniki smo pa seveda ne bodi ga treba. Kako? Mi kažemo zrcalo, mi kažemo ogledalo, in politiki, in svetu, in življenju, konc koncev. In če je politika slaba, je ta slika v ogledalu zelo slaba. Jaz sem rekla, kdo je zdaj kriv? Mi, ki igramo življenje, ustvarjamo življenje, ali vi, ki to delate? Mi ne delamo, mi samo kažemo ogledalo. In se nekaj, če bi politika dobro delala, bi se heceli na pozitivo, tako pa na negativo. Oprosti, Lara, v resnici zadnjih 12, 13, 15 let sploh ni več satire. Satire, ki je bila najpomembnejši pokazatelj na zelo, bom rekla, visokem nivoju, kakovostnem nivoju umetniškem, je kazala na to, kaj ne štima. Satire ni več. Zakaj? Kaj nam je preveč lepo? Ne, ker nekateri, jaz moje mnenje, ne vem, se mi zdi, ker nekateri politiki ne prenesejo satire. In so začeli počasi na to vplivati, to govoriti v javnosti, ali bilo to pljuvati po RTV-jih, vemo, in jih označevati z raznimi imeni, ki so tako nebulozne, da se jih niti ne spomnim. In sem jih namerno pozabila in v glavnem in vse to, da je vplivala na to, da so se ljudje, tudi nekateri umetniki, malo prestrašili, po moje delati in iz koga se naročevati na nek način ali pa satiro zganjati in tako naprej. Posebej umetniki, ki so na svobodi, Posebej umetniki, ki so na svobodi. Tisti, ki so pa zaposleni, se pa tako kot vsi ostali bojijo za tisto, kar imajo in si pa tudi tam ne upajo, ker moram pa priznati, da so v gledališčih rateli naši umetniški in direktori, ponekod je to ena oseba, ponekod sta to dve, zelo neoliberalno kapitalistično usmerjeni. In je isto kot čisto vseh, obnašajo se kot lastniki. Prav, ti predam besedo, da ne bom sam jaz.
če si nisem. Ja, to je tudi glavni problem, zaradi katerega sem tudi jaz odšla po 15 letih. Najprej so me vprašali leta 92, če je moj priimek z mehkim ali trdim čajem. Do takrat sploh nisem vedela, da je to razlika. Ja, in potem so rekli, da je to zelo pomembno. No, moramo vedeti, da je bil to čas Peterletove vlade in izbrisanih in podobnih šikaniranj. No, ampak potem so se začeli nekateri direktori kar čez noč obnašati kot lastniki. Mi smo v socializmu, bom rekla, vedno viške svojega denarja, ker nismo bili izplačani za vse nadure, eni smo zelo veliko delali, vlagali v gledališče. Se pravi, da je z mojim delom ne malo tistih ploščic tam v tistem gledališču v 15 letih in WC-jev in vsega, kar so naredili z mojim delom in z mojim denarjem. Niso mi ga izplačali, ker če si lastnik, potem me plačaj, kakor delam. Če pa ne, če smo solastniki, potem me spoštuj kot solastnika. Skratka, nič od tega, tako da smo počasi šli in vse naše je ostalo tam nekje. Zdaj nismo niti vabljeni na premiere, niti ne dobimo ene zastonj karte ali pa vabila, skratka. Tako to je. In je neoliberalizem, kot je rekla Lara, pravzaprav gledališče je ogledalo družbe. Ta družba je pa trenutno strašna, bom rekla. Človek ne velja nič. Kultura ne velja nič, lejte, prejšnja oblast je ukinila Ministrstvo za kulturo. Nič, nihče ni reagiral. Ampak kultura je Slovence ohranila, teh ubogih 2 milijona ljudi, je samo kultura ohranila. In kar naprej nam nabijajo, da smo mi zajedavci proračuna. Lejte, kultura je gospodarska panoga. Tega se moramo zavedati. Z najmanj polucije, z najmanj stranskih odpadkov mi delamo en dober profit. Poglejte, recimo, naprimer, gledališki ali pa festival poezije, pa je nekje na Krasu. Pa pride iz celega sveta, pa tok pesnikov, se pravi, je prevozniki, Adria, kombiji, prenočišča so, okoliške gostilne delajo, kmetje prodajo, prepozna se Slovenija, se pravi, nič ne pustijo za sabo polucije, ki bi obremenila, ala te 6, ki nas je koštal pa toliko več, pa ne komentira. Ne, ampak kultura je zajedavka. In od tega so vse davki plačani, da se razumemo, od vseh teh in prevozniki in gostilničari in vsi ti ljudje, ki sodelujejo pri tem. To je eno tako podjetje. Tako da je... Tu se je začelo demagoško obračati. Da je demagogija, da je kultura zajedavka in da zdaj se moramo mi zagovarjati, ker to počnemo, moj bog, partizani v gozdovih so si pa dvigali zavest in samozavest in so imeli kulturne mit in sabo in to jih je držalo in to jim je... Gledališče. In besedo so ohranjali in negovali, mislim, skratka, ampak, tako kot sem rekla, nekomu to več ni v interesu. In to je ta problem. In zato moramo priti v parlament, igralci nazaj, tudi Polde Bibič je bil, si ga že pozabila meniš, ampak je tudi prišel ven pa je rekel, hudiča, kaj si pa šel Polde noter? Je rekel, ja, kaj sem šel? Je bilo treba kaj narediti, ne? Pa za kulturo pa tako. In zakaj si šel zdaj ven? Zato, ker se ne da nič narediti, je rekel. Bogi, ko se ne da nič, mislim, težko, željemu, ste tako kot si omenila, te, ki so imeli še hujše šikaniranja, ampak jaz mislim, da moramo ustrajati, da se more to obračati in da je zdaj čas za nas, ne. Jerca Mrzel je bila tudi. Jerca Mrzel. Točno je. No, ne, še celo, jaz recimo, ko sem spremljala, pozabljaš, enostavno pozabiš ime, kljub temu, da je morda se kaj spremeni. Jaz bi rekla, da to, kar prav Lara, da eni hočejo, da kultura postane popolnoma nepotrebna, jaz zaznavam ta trend, da bi pravzaprav med našimi politiki, kar je najbolj grozno, Slovenija pravzaprav sploh ne rabi biti samostojna. Kultura pa dela narod, ne? Oni bi radi, da mi kar se stopimo tam z neko močnejšo, pametnejšo celo državo, pravijo, ne? Avstrija, Nemčija. Ne vem, zakaj je toliko krvi bilo prelite za neko samostojnost v vseh, recimo, obdobjih, ne govorim samo o drugi svetovni vojni, če je to zdaj tako nepomembno, ne? In v Evropski parlament pošiljamo ljudi, jaz sem bila v tej bitki in Lara z mano, to je grozljivo, na teh soočenjih vi gledate ljudi, ki nas zastopajo 15, zdaj že 15 leto gor. Pa na začetku imaš kompleks, da ti mogoče nisi politik, pa da ne veš, verjemte, ti ljudje so tako neumni.
Jaz sem bila šokirana, da jaz kot igralka sem zelo kritična do sebe, moram reči. In medve smo se večkrat vprašali, joja, bova znali, tam je soočenje, pa to, pa gospodarstvo, pa hitro moraš reagirati. Pa ti ljudje tudi ne vejo. Jaz samo vem, da če ne vem, se bom pozanimala oziroma dala prostor strokovnjaku z tistega področja, ker nisem tako arogantna, da bi se delala, da vse vem. Ne bomo rekli naši, vaši, jaz bom vprašala človeka, ki je ekonomist ali pa bančnik, ki je neskorumpiran seveda in neodvisen. Daj ti povej, daj ti to naredi. Ne bom se jaz v to mešala, ne? Oni sedijo k petelini na tistem gnoju in so polni sebe. Kot prav Lara, zgubili so stik z realnostjo. To so ljudje, ki so bajno plačani, ki pridejo se slikati enkrat na 5 let z reveži pa z bolnimi in jih ni sram. In ne vejo o ničemer nič povedati. Potem pa, ko pogledaš, kaj so glasovali, prosim lepo, glasovali so proti enakopravnosti žensk v Evropskem parlamentu. In ljudje, ki niso šli na volitve, se ne zavedajo, mi smo hodili včasih na Dunaj, potem v Beograd, zdaj pa v Bruselj, tam odločajo nas. Ni popolnoma vseeno, koga pošljemo. In mladi ljudje, ki ne grejo na volišča, ne vejo, kakšno škodo delajo sebi, ne nam. Mi, kad tlele vsi sedimo, več ali manj že vemo, kje bomo pa kako. Ampak sebi. Tam so ljudje, ki glasujejo za gensko spremenjeno hrano, proti legalizaciji abortusa, vse pravice, ki smo jih pridobivali 200 let, 8-urni delavnik, proti otroškemu delu. Kaj je še najhujši, privatizacija vode podpisuje. Anton Komat je rekel, tebe bom podprl, ker potem mi ne bo treba iz avstrijskih medijev zvedati, da prodajo naše vodne vire. Ljudje, tisti, ki bodo imeli vodo in hrano, in tisti bodo imeli svet. Slovenije, po najbolj črnih napovedih, če bo tako šlo naprej, 5 letih do konca njihove mandata, ne bo. In zato smo se mi odločili, da nehamo, zase že lahko vsak poskrbi, ampak da treba poskrbeti globalno, če za Slovenijo, ne? Drugače je to. Resnično domoljubno, ker eni so tudi domoljubja blazno polni, ne? Vsega domoljubnih pesmi, domoljubja. Je še to trend domoljubje, ne? Jaz moram reči, sej ni več v interesu, da imamo... Ni, interes pa ni, ja. Da imamo, ne vem, svoje države. Tisti, ki zdaj imajo te domoljubne festivale, tisti, ki najbolj govorijo o domoljubju in razobešajo zastavo po gradu, ne, zdaj ne vem, zakaj je to pomembno. V glavnem, tisti so lih kontra. Najbolj se dela v bistvu kontra domoljubju, slovenstvu, Sloveniji, tako smo imeli čast to. Veste, enim je vseeno, kje bodo delali. Domišljajo si, da bodo v Nemčiji imeli boljši trg ali pa v Avstriji. Pozabljajo, da je dom. Mi pa nimamo izbire, veste, medve z Laro sva se pa šolali v slovenščini, da nastopala. Meni je slovenski jezik materin jezik, ne glede na to, da se na ič pišem. Ampak pustimo to zgodbo, ampak to je materin jezik. Moja mama govori ta jezik, jaz sem se v tem jeziku šolala. Jaz bi se lahko takrat tudi odločila, pa se je Avstrija večje tržišče, Nemčija, pa bi šli ven študirati. Ampak se odločiš iz enega domoljubja, da boš delal v jeziku, ki ga govori samo 2 milijona ljudi. Jaz sem ob meji rasla s Hrvaško, Belokranci, sem v Zagrebu naredila sprejemne, precej večje tržišče. Pa se mi je zdelo iz enega sentimenta, joj, Ljubljana, pa dom, pa... A veste, in mi nimamo kam. Jaz ne moram zdaj v Ameriko na stara leta je igrati ali pa v Nemčijo. Imamo, je to jezikovna barijera, ja, sigurno. Ampak jaz tukaj vse pogosteje prihajam do enega takega malega paradoksa, pa ne me zdaj narobe razumeti, da sem kakršenkoli ali nacionalistično ali karkoli, sploh ne, ampak ne. Vama nekdo je vprašal, kaj bi bilo šele, če bi bili še črni, ne, zraven. Pa si ti, Lara, lepo odgovorila, jaz smo obi južnjakinji, ne, se je še to. Kaj hočem povedati, ne? Da se ljudje, ki se oglašate, ste pogosto imate korenine tudi južne od Slovenije, kakorkoli že. In jaz ne moram mimo vtisa, da preprosto v tem trenutku zmaguje za te odločitve, ki ste jo vidve sprejeli, temperament, ki ga pa Slovenci, naše gore... Ti hočeš meni reči, da se mi nazveči fura, kaj kaj? Ja, je to, ampak to je v redu mojo, mislim, meni je to odlično,
žal. Sem se še fuli vedno izjemno dobro razumela. Balkan je nekaj najlepšega, kar se je Slovencem lahko zgodilo, če mene vprašate, kar se tiče kulture in tako naprej, in muzike, in da ne gremo... Sorodni smo, no, Slovani smo na vsak način. No, ampak kaj hočem reči, ne? Se vam zdi, da... Ne vem zdaj razumeti narobe, no, zelo težko vprašanje, ne boste razumeli tudi občinstvo narobe. Ne ta temperament, ne, zakaj? Ravno danes sem imela intervju z enim doktorjem znanosti, ki je prav tako oče njegove iz Šolte. Mislim, to je tak zagretež literarnih znanosti, dvojni doktor literarnih znanosti, seveda slovenska zgodovina literarna ga zanima. To je taka gorečnost za ohranjanje tega, kar mi imamo, še zdaj in tukaj za enkrat, in seveda vse jezikovne in literarne preteklosti. Pa, ne, bom rekla, samo mama je Slovenka, kaj hočem reči? Ali mi, po vajnem mnenju, ali smo vendarle Slovenci, ne vem, ne smo res do konca v steno nekdo pritisniti, da začnemo piti? To je druga mentaliteta, ne, sigurno nam ta južnjaška kri, jaz vem, mi ne da mira, ne. Ker sem rekla, verjetno, če bi se toliko krivic, ko se nam tle dogaja, bi dol gorelo vse, ne. Pri nas pa komaj, da je ena kocka preletela, ki jo si seveda ne zagovarjam, ampak hočem reči, to je bil največji eksces, ne. In moj oče je rekel, to je zanimivo, ne, moj oče je bil Srb, ne, mama je pa pol Dalmatinka, pol Slovenka. In rojena tudi ona v Sloveniji in tudi jaz v Sloveniji, on že prišel gor, ampak ko se je on odločil, zanimivo, da bo ostal v Sloveniji, on bi lahko potem šel, tako se vrnil kamorkoli, evo, tudi jaz bi zdaj lahko v Beogradu živela, ne vem kje, ampak moj oče je rekel, jaz sem se odločil, Slovenija je zame krasna dežela, dala mi je kruh, dala mi je izobrazbo, dala mi je dom. In se je odločil tukaj ostati in tudi se je zmeri trudil slovensko govoriti, ne, ni hotel, niti z mano ni govoril srbsko, se nisem naučila kaj dosti od njega, ker je rekel, živimo v Sloveniji in tukaj se govori slovenski jezik. In je tudi bil zelo spoštljiv, mislim, da je bil en redkih Srbov, ki je poznal Slovenijo kot lastni žep. In je to, in ne vem, to je nekako dal vame, da je to nekaj pomembnega in da je Slovenija, ko smo se odločili, ko sem se rodila in zame druge resnice ni bilo, edino, da sem pol enkrat videla, pač, da končam stavek, sem slab retorik, da je to moj dom in da to je vse normalno. In največja ljubezen. Seveda, moram priznati, da sem malo usmerjena na Primorsko, tam sem se rodila, no, tam je še malo večja ljubezen, ničko na večja, kakor kje druge. Ja, seveda. Ampak, no, dokler nisem začela videti v našem bloku, ko sem začela brati, sem rekla, ti, zakaj smo pa mi vsi na ič, tako na vič, pa tako gor, da sem začela spoznavati, da sem, ko so rekli, pač, ne vem, se sploh vem, kaj so mi razložili, da so pač take primki, se nekaj, ampak vsi so na ič, ne. Kako da ni enega drugačenega, kako v šoli, ko smo bili v oficirskem bloku takrat, ne. In tako, in potem sem začela spoznavati to, jaz sem od mešanih staršev in tako, ampak moji starši res in tudi moram reči, da okolje nikoli takrat, no, sploh v socializmu ni dalo nobenih frustracij v to smer in tako naprej, ne. Ampak se mi zdi, no, skratka, da ta temperament s to ljubeznijo do te Slovenije in doma, ne, tako kot je lepo rekla Violeta, dom, to je ogromno, ne, do tega doma, ka mene so tudi pošiljali, ena mi je rekla, zakaj pa bolj ne greste vi v Srbijo, če je pa tako ste, mi je kar napisala na Facebooku in sem rekla, zato, ker je Slovenija moj dom in vi mene ne boste pošiljali nikamor. Tu si rojena. Jaz sem tukaj rojena, sem nekaj tukaj delam in tako naprej, ker sem že videla te nacionalistične težnje. Vsi migranti boste šli, odkudar ste prišli, mi je napisal. Jaz sem se tle rodila, nijem kam ide Postojno, v porodnišnico. Ne vem, porodnišnica bo zdaj Postojno, se rekla, ne vem kam ne grem, ne. Jaz sem tle se rodila. Grozno, pri vsej globalizaciji imamo Kitajce, imamo Romude, Bolgare, zdaj so na ič. Črnce imamo zdaj, ampak to je krasno, da je prav, tako da se malo mešamo in da ne vem kaj sam.
Zanimivo, da samo mi smo na udaru. Ampak, no, in ta srborito se spravim, in to je tisto, da sem enkrat v hecu rekla, kaj Slovencija, zdaj vam bomo pa čifuri tlele delali raus, ne, pa vam rešvali, ne. Se rekla, zato ker ja, mogoče imamo res ta temperament, ki te prej dvigne, res te dvignete stola, mogoče je tudi tle noter ena pikica bolj samozavesti, kot imajo ti južni narodi dol, ki so pa tudi res malo večji, imajo tudi zaradi že pokrajinske, dobro, Srbov je 8 milijonov, so mičkano bolj samozavestni, ko mi, ki nas je 2, ne. In tako naprej. In to nam fali, ne, mi smo veliko prepridni, veliko preposlušni, veliko preveč upogljivi, ne. Sam to je meni žal. In sem nekaj tako pridnega naroda, ko rečem, ko smo Slovenci, prepridni, no, res smo preveč pridni. Res, to se je videlo že v jugi, ko smo bili, vedno se je delalo, vedno je bilo vse urejeno, vedno je bilo, ljudje so marljivi in taki, se nekla. In zato bi morali imeti malo večjo samozavest do lastnega agresorja, ki nas zdaj toče. Hvala. Tirano zna nehat, ne? Nekje je to. Ja, se vem. No, jaz bi poudarila, da smo pravzaprav glede tega južnjaštva, mi smo živeli v skupni državi, mi nismo od nikoder prišli in nikamor migrirali. Pa se je zgodilo, eni so se rodili pa v Avstro-Ogrski, pa jih niso nikamor drugam pošiljali. To, kako se politika in meje premikajo, pač ni odvisno od človeka. Človek včasih preživi celo življenje v isti hiši, na istem prostoru, pa zamenja 5 držav. In ne morajo te izseliti zaradi tega. Pri nas je bila družina še drugačna zgodba kot pri Lari. Pri nas je bila taka prav jugoslovanska zgodba. Pri moji mami so bili, bi jaz kar rekla, bolj kočevski Nemci, so bili tako revni, da jih še Nemci niso pohopsali. Irt pa Mirtl so se pisali. In to so bili res, vsi so se z lesom ukvarjali, 10 se jih je rodilo sredi ene jase in od tega jih je 5 preživelo. In med vojno je vsak je prišel, je nekaj pobral, malo so nosili pošto, malo so morali ubogati, kjerkoli jih je prišel terorizirati. In skratka, ti otroci so vsi pri 16 morali od doma. Babica je hodila v Tabrh, se je reklo, drugim ljudem, in da je lahko žlico moke domov prinesla. Zato sem jaz tako socialno zavzeta do revežev in zato sem tako borbena, ker brez socializma mene niti moje družine ne bi bilo. Cerkev nas ni marala, zato ker smo bili revni. Moj dedek, ki bi bil zdaj star 150 let, je rekel, bojmo se parjev. Zato ker je bil 0 za njih, ker jim je mamica umrla, ker sta bila z bratom dvojčkom stara 3 mesece. Takih cerkev ni marala. Se pravi, da se je v moji družini odnegdaj ena hrbtenica, ena volja do preživetja ohranjala. In tako so ti reveži vsi šli s trebuhom za kruhom. En stric je bil policaj, vse, kar je bilo zastonj za izšolati se, 2 sta bila teta delavka, en je bil poštar, moja mama kelnerca, ki je šla s trebuhom za kruhom in je pristala v Sarajevu. To je bila skupna država, mi nismo bežali, migrirali, prihajali. Šla pač tam, ker je dobila službo in tam se je pač poročila, zaljubila in kakorkoli. Skratka, potem je bila dobila službo v Beli krajini in se jaz imam dejansko za Belokranjko. In zdaj, da ti eden govori, migranti boste šli od tam, so ponavadi ljudje, ki ne znajo dobro slovensko sploh. To so ljudje, ki sploh so na pol pismeni in to je nekako popularno. Bom rekla tudi Majniško deklaracijo, ki je Karmen omenila. Najnovejša Majniška deklaracija, ki je bral pesnik, oprostite, to je hujskaško, to je, ne bom rekla, da je nepismen, bil je moj kolega in je pesnik, ampak ta isti pesnik je meni rekel, ko smo na skupni zabavi, ko sem jaz pela Pastirča mlado, ker sem Belokranjka, rekel, meni so bile pa te pesmi všeč že takrat, ko sem mislil, da so srbske. Vi morate vedeti, da ljudje za časa Jugoslavije sploh niso vedeli, da za Gorjanci obstaja še Slovenija, ker jim je bilo tako to deleč. In taki bodo nam govorili, da smo mi, ne vem od kje. To so nacionalizmi, ki jih podpihujejo ravno tako kot sovraštvo med delavstvom, kulturniki, javnim sektorjem. Javni sektor je kvaliteta našega življenja. Ne mi reči, da nas je v krizo spravila varuška v vrtcu ali pa učiteljica ali pa medicinska sestra. No, pa oni so javni sektor, ki jih je treba oklesti. No, kaj pa mislite o tem, da smo dejansko v krizi ali pač ne? In je kriza recimo nek produkt, vemo, ne? Represije,
po kateri se potem ljudje ozirajo, ja, saj smo v krizi, ne, zdaj moram pa paziti, pa ne bom šel v gledališče, ker moram kupiti še otroku zvezke, ampak ker smo v krizi, ne vem, če bom uspel. Vse veste, ta psihološki moment. Verjetno ste zasledili že kje, da je pač to oglaševanje krize eden največjih, ne bom rekla kaj, tega desetletja, kar ga imamo v tem novem tisočletju, oziroma teh 15 let. Skratka, kaj mislite o tem? Zdaj, vem, da ste srečali veliko ljudi, bolj pametnih, manj pametnih, sposobnih, manj sposobnih. Verjetno se vama je odprl en nov način razmišljanja, glede na to, da ste stopili na čisto novo področje, kjer se gibajo drugačni ljudje, kot kulturniki vemo. Vsako področje ima ene svoje meje, tudi miselne. To ne pomeni, da pač s tem ni nič narobe. Pač ne, kulturniki ti razmišljaš kot ustvarjalec malce drugače kot gospodarstvenik. Sej, tako je prav, se vsak naredi po svoje, kar najbolje zna. Ampak vendarle, se vama je pogled na tukajšnjost, tu in zdaj, in na to poveličevanje, ne vem česa, bodimo, ne vem, na pol ustrahovanja, ker smo v krizi, pazite kaj, kako boste delovali, razmišljali, kaj boste kupili, kupujte samo v akcijah, ker to se splača, se veste, ne, vsa ta psihoza, ustrahovanje, ki se vleče tam od leta, recimo se mi zdi v Sloveniji najmočna je tam od 20 naprej, sej, v Španiji, mimogrede se spomnim, da je 2008 sem imela eno prijateljico na obisku v Španko, pa je rekla, če je to kriza, pol ne traja. Leta 2010 je ostala brez vsega. Mi smo šele 2010-2011 mogoče res začeli čutiti, pa čutimo zdaj, tudi kulturniki, z mano na čelu, ki pač sem tudi sama zaposlena v kulturi, da čutimo, da delo je, ampak je veliko manj plačano, če že je delo. Ne moš trikrat toliko delati, da preživiš. Točno to. Ampak kaj hočem reči, vi da imate zdaj ta drugi uvid. Mene je to vedno zanimalo, da bi bila včasih muka na kakej seji gospodarstvenikov. Se pa ne bi razumela, ampak vseeno. Kako ti ljudje razmišljajo? Kako razmišljajo politiki? Jaz mislim, da so vsi oni plačani za to, da smo mi ustrahovani, pa da mislimo, da je kriza. Kriza nobene ni. Kriza bo konec, ko bomo mi nehali o njej govoriti, pa se z njo ukvarjati. Namesto, da oni, lejte, če mi dokapitaliziramo Ljubljansko banko, pa menedžer Ljubljanske banke, mulc, 20-30 tisoč evrov na mesec, potem mi povejte, kje je tle sploh kakšna pamet. Kakšna kriza. Mislim, denar je narobe razporejen, denar je dovolj. Če ga ni dovolj, pa naj ga natiskajo. Vse to je papir, ki ga tiskajo, tako in tako. Pa dejte ljudem denar, da začne tole krožiti. Dejte upokojencu, vsakmu 300 evrov gor, dejte ljudem za pošteno delo, pošteno plačilo in potem bo vse zalaufal. Pa boš šel, pa si boš upal poklicati malarja, da ti bo stene premalo, pri meni recimo je že nujno potrebno, pa ne vem, če si lahko prvoščem. Pa bo mizar lahko delal, pa bodo prevozniki. Naenkrat bomo vsi živeli in se tudi smejali in bili boljše volje in hodili ven in vse si lahko prvoščili. Ampak nekdo je umetno zaprl pico. In ko mi nekdo reče na soočenju, kriza je uradno končana, je za tiste, ki jo nikoli niso imeli. Ampak če bi bilo razmerje plačno od 1 do 5, potem krize ne bi bilo. Tako je pa od 1 do 50 tisoč, se pravi, da je načrt, da mi životarimo in crkujemo. Mi smo del globalnega genocida, kot rada rečem, ker ni več toliko potrebe po delavnih rokah. Smo enostavno lačna usta, ki hočejo poleg tega, da jejo še socialo, zdravstvo, šolstvo, pa vse te stvari zastonj. A ni bož, da se nas potovče z gensko spremenjeno hrano, s tem, ko praviš akcije, tret, cement, chemtrailsi pa pridejo čez nebo, pa nam uničijo, pa malo povodni dol, pa poplave, pa tam žled, ki voda zmrzuje pri +5. Oni so pa ciniki, ki sedijo in kao rešujejo neki in govorijo neko latovščino in upanju, da noben ne bo zastopil in modrujejo o krizi, vsak ima pa toliko denarja, da sam ne ve, kaj bi z njim. Dejte nehati. Pobetala bi jih ročno skozi okno vse, tist trenutek. Ampak nišče, meni je groza, da ljudje še kar sedijo. Jaz sem prepričana, ne vem, s čim nas putrajo. Ja, sej, da smo tako mirni. Nekaj se pa tako delamo, pa skočimo zavrat flikam ga skozi okno. Kogač ve, kaš ti? Jaz grem na soočanju, pa jim rečem, a vi sebe slište?
Jaz dejansko razmišljam, da ljudem nekaj dajejo. Ja, sej ne strupijo, sigurno. Je bilo včeraj, recimo pri Studio City, jaz sem bila zgrožena, da so to uradni podatki statistični, da tretjina Slovencev je na antidepresivih. Tretjina. Ne, jaz celo mislim, da je nekaj dajo, da se nekaj dajo, da mislim, že je generalno, ja. Ampak se je že to dovolj, ni? Mama ne deluje očitno. Njih putrajo nekaj, česar res ne jemljem. Ja. Ne, mi dve imamo male vrtove in jeva tisto muljeva, tisto travo, ki nam zraste gor. In tako malo se bo To svobodnjaštvo, ko hočeš samo oskrben biti, ima očitno neke prednosti, mogoče v neki zelenjavi to sranje, ki ljudi dela apatično. Jaz mislim, da je kriza vrednot, to, ko smo tudi že 100-krat povedali, kriza vrednot kot prvo, in to, da nas ustrahujejo, delajo lačni in delajo umetno krizo, takim ljudem je lahko vladati. Mislim, to je pa enostavno. Ustrahovanje je vodljiv, ne? In strah je vodljiv, tako. In zato sem jaz enkrat v svojem enih prvih govorov rekla, sem Lara Jankovič in ni me strah. In ne želim, da me bo strah. Pa vaju je bilo kdaj strah v tej poti? Vem, zdaj so bila tudi Polenčka, pa pri tvoji, Violeta, celo pri tvoji hčeri se je poznalo na Facebooku, če sem prav prebrala. Jaz sem prepovedala, da jo je strah. Ker je jokala doma in je rekla, mami, kaj nam to delajo? Namreč na otroka so mi pritisnili, čudovito. In sem rekla, bogareva, nadrla sem jo, da te slučajno ne bo strah. Ne dovolim, da te strah. Zato, ker to oni hočejo. Kakor je grozno. Moja prva pot je bila po 25. na policijo. Zdaj, jaz si ne moram prvoščiti, da jim dam za 6 mesecev forenziko moj računalnik. Ne moram, ker imava hčero enega. Ona študira, cele noči na njem, jaz vmes delam. Jaz nisem tako kot kakšni menedžerčki, ki si lahko zdaj 3 kupam zraven. Pač imava enega. Nama zadostuje, ampak 6 mesecev ne moramo biti brez njega. 6 mesecev rabe forenziki, da karkoli pravijo, da je taka vrsta. Pa najdeš na vrta. So zelo neprijetne stvari. To v nočnih urah delajo, passworde menjajo, grozijo o migrantih, ne vem, mislim, to so zoprne stvari, predvsem, če si ženska, malo ti je neprijetno, veste. Pa telefoni, potiškovanje, pa preklapla, pa in reče, kaj pa zdaj zapiskali, sem rekla, neč, preklopili so se gor, zdaj da lahko poslušajo. Jaz mi rečem, če že poslušate, ne nas motiti. Jaz par dni nisem imela kontakta s hčerko. Ona je klicala svojega fanta, da mi je povedal, kaj bi ona rada povedala. Najmanj, da pokažejo, da zmorejo. To so grozljive stvari. In tukaj kaj? Boš počepno? Malo rad naj se zaradijo. Kam bomo prišli poj? Vsi tih. Jaz mi rečem, prid, pa me oči pogled. To pa nimajo jajc. Ustrahovati ženske pa otroke, to si pa upajo in to skrivaj in anonimno. Fuj, fuj. Takih se bom bala. Ne. Ja, sej jaz tudi mislim, da, ne bom priznala, da bi bilo kaj vmes strah, ne. Javno, ne bom tega priznala. Ja, normalno, da te je, sam jaz sem rekla, ne, najhujš, kar je, da bom pa spokala kufre in rešla. Za nekaj časa. Ušla za nekaj časa. Pa se bodo pa hladilo, pa bodo držala. Ja, tako, ampak sem rekla, ne, to sem sebi dala, zato da me ni bilo več strah. Da sem rekla, ne bom me strah, najhujš, kar se mi dobro, nimam otroka in to je olajševalna okoliščina, ker ko imaš šolo obveznega in tako naprej so to teže, ampak ti povem, če bi pa tudi otroka presedlala, nočem, da boš živel takem, konc koncev. Ampak sem rekla, ne sme me biti strah in sem rekla, in jaz sem se pa tudi tako odločila, da bolj, ko bom glasna pa neposredna, manj me bojo lahko očitno. Ker ko si ti neki na pol, ni nič, ko pa ti in da jaz zdaj kar naenkrat dobijo moj avto, tako kot so tizga reveža avto, on pa v potoku, odprt pa še motor delujoč. Sem rekla, ne morejo, ker sem preglasna.
Tudi Kramberger je bil glasen ti. A ja, ti Bodanov Šircija. Ampak, ja, če je tu moja usoda, jaz ne vem, kaj ne, ampak jaz vem, da križem rokač ne morem sedeti. In, če se bomo predvsem spet to, aktivni državljani, vsak pri sebi mora se zavedati, da doprinese k mozaiku v ta ocean sprememb, kapljico v ocean sprememb. In če ne bomo mi, in ko se bomo mi namnožili taki, ki nas ni strah, pol ne bojo mogli vsem udirati v računalnike, ker nas bo preveč, ker nas ne bojo mogli ustrahovati, ker bi lahko samo še to delali, ker ne bojo mogli vsega tega, ker bomo imeli kritično maso. In o tem govorim in zato je meni grozno, da ljudje res kaj hudiča jemo, da ne ostanemo in da ne. Kaj pa menite o tem, da vemo, ne? Smo imeli eno tako vstajniško obdobje, takrat je kar vrvelo, ne vem, v ljudeh je bilo novo upanje, šli so na ceste, tam ste se tudi videli, spoznali v bistvu v tem aktivističnem Ne, mi smo že tle. Vem, ampak ne, vem, ampak tam je verjetno preskočila še kakšna druga iskra, mogoče kakšna ideja. Ja, tam so se zaljubljeno. Vsi drugačni vse na za dober zakon in za dobro politiko zakonu, kaj hočem reči, pa vendarle je menilo, ne? Dobro, dobili smo neko novo vlado, ki je zdaj malo ne bo več, oziroma itak ni več, nič se ni spremenilo, razen na slabše. Takoj te bom ustavila. Jaz tudi. Sem jo, sem bila prva. Nič ni minilo. Mi demokratično dvignemo roke. Ampak kaj bom rekla? Tako, ko je Marcel napisal v Mladini, smo bili na ulicah eno leto, vključno z nami, ker nismo mislili, da bomo šli v politiko, joj. In tako, ampak smo res se borili in dvigali glas, ne. Potem so rekli ljudje, ja, to ni dovolj, ne, ne boste mogli zdaj sam protestirati, dajte se vi malo zbrati, pa malo povezati, no, smo se zbrali, organizirali smo se, smo bili razna gibanja, iniciative, društva, smo se povezali, smo začeli sodelovati, rekli, ja, kaj je zdaj, in kaj je zdaj to tako ne bo šlo, ne, zdaj morate priti v parlament, vedno ti drugi govorijo, kaj bi ti moral. Pa daj, pejt zraven pa in pol, kaj bi vi, in pol je v parlament. Končno ustanovimo stranko, glej, zdaj so pa ustanovili stranko karieristka, zdaj pa hoče uro poslansko plačo, pa bi rada pa spet. Ja, mi smo 23 let volili, pa so nas nabrisali, se rekla, ma niste volili nas, ne mene, kdo je mene volil? Nobeden nas, ki mislimo zdaj res dobro in delamo spremembe, dejansko z ceste gor. In je Marcel rekel, a se je naš program, a so se naša borba za tisto, kar smo se na ulicah borili, zdaj spremenila, kaj? Ko smo politična stranka, naš program je identičen, naše težnje so iste, naše želje in borba je za isto stvar, ampak zdaj smo jo oblikovali v program in hočemo z njo seveda priti v parlament, da bomo lahko ta hudičev zakon spremenili, vsaj poskušali ga spremeniti in delovati in vplivati na to, da se stvari spremenijo. In zdaj smo prišli gor, zdaj nam pa ne zaupajo, se rekla, ma hudiča, kaj ne vem še narediti. Ja, zdaj ste pa ženski, pa umetnici, pa igravki, imate super kombinacije, recimo, če sem uvajajo pogledala. Super kombinacije, ja. Saj gor znava, oni pa ne znajo, pa spričevala imajo ponarejeno. Ja, se vem, ampak je... Poglejte, s kakšno izobrazbo sedijo v tistem parlamentu, se to je groza. To so nepismeni ljudje. Ko hočem napisati demokracija, pa so napisali demokradija. Veš kaj je? Mi artikuliramo, ampak mi živimo to, kar sem jaz rekla. To, kar mi zdaj delamo, živimo eni že 10 let, eni živijo 20 let, eni živijo 30 let v naših vrstah, Dušan Plut, Matjaž Hanžek itd. In tako naprej. In mi, malo mlajši, jaz sem se začela pred 10 leti, konkretno, že prej se mi zdi, da sem dobrodelno, ne vem kaj delala, z dobrodelnostjo, z aktivizmom, zdaj 4-5 let nazaj, ker smo začutili, da moramo gibanje spostavljati, smo se dejansko z Facebooka, z ceste vlekli skup in vse to, se pravi, vse je bilo in to dejansko živimo, zakaj smo tudi drugačni, to dejansko živimo. Živimo
živimo skromno, živimo normalno, ne zahtevamo nič, živimo od svojega dela itak, slabo plačanega zdaj, ampak se rahlo samo skrbujemo, spoštujemo naravo in vse te stvari, pomagamo ljudem, milijon smo naredili dobrodelnih, jaz več kot plačanih, zdaj so bile zadnja leta več dobrodelnih nastopov kot plačanih, resnično. In jaz sem nekje rekla, jaz razumem, ampak jaz, hvala bomo morali narediti dobrodelno zame. Ker ne bom več preživela, ker nimam to in sem rekla, meni ni težko, Bog ne daje, absolutno, nekdo ima še manj kot jaz. Ampak hudiča sem rekla, mi se moramo zdaj boriti, da ne da bo on imel toliko, da bomo vsi imeli zadosti. Od najnižje plače do najvišje in da ne bo razkoraka 50 000, ampak 1:5, ajde proti 10, ko imam dober dan danes. Ampak več pa ne, no, a razumeš ne? Jaz sem dobila občutek, da je strategija ena izmed teh ustrahovanj in te krize tudi ta, da se ustvari eno krizno žarišče, recimo 1/3 ljudi nadrajsa, ne vem, s žledom ali pa z kakršnokoli, in 2/3 se ukvarjajo z reševanjem problema njih. Ne država, ki bi zakonsko to morala, ampak ljudje. In smo zaposleni, sploh več ne vemo, ne živimo, ne skrbimo, nimamo varnosti, ampak samo selijo se ta krizna žarišča. In glede te dobrodelnosti moram izpostaviti en primer. Jaz sem prišla zdaj iz Sarajeva, imeli smo Prizmo optimizma, javno radijsko oddajo. Tam so zaposleni radijci izbrali en denar iz svojih žepov in odnesli eni družini in bi moral Vanja Vardjan kot dopisnik priti to posnet. To je bila ena čudovita zgodba. Izročili so družini, imajo eno 12-letno punčko, ki je tako šokirana, da kozarca vode ne more spiti, ker je voda, njim je dobesedno voda drla skozi hišo. Kače so prinorele v hišo, najprej so kače, pa podgane, miši plezale po zavesah. In to je nekaj, kar bi človek posnel kot prispevek. Ne, Televizija Slovenija je Vanjo Vardjani poslala drugam. Mu prepovedala, da naredi prispevek. Čemu? Čakaj, kako, če ste pa z radijom šli, nacionalnim radijom? Smo šli z nacionalnim radijom, nacionalna televizija je novinarju prepovedala o tem poročati. Vem, je slika radija pa... Ja, oni se med sabo ribajo. Potem naslednja stvar, prosim, pridemo tja. Prvo smo imeli dobrodelni koncert za žrtve poplav v jazz klubu. Alenka Godec, jaz sem nekaj recitirala, kupili smo karto, da smo not prišli in še nastopali. Moram reči, bilo je polno, zbrali smo veliko denarja, vsi srečni. Naslednji dan Prizma optimizma in tako smo šli nazaj. Tako da nisem uspela poslikati nekaj, kar si želim poslikati in izpostaviti tukaj v Sloveniji. Borut Pahor je na vseh džambotih v Sarajevu. Jaz razumem, da je on kot predsednik Slovenije prišel se rokovati s predsednikom Bosne in Hercegovine in da se mu je zahvalil, ker smo mi Slovenci toliko darovali njim, ker smo mi denar, hrano, pakirali, nosili na razne adre, pravoslavni cerkvi, kjerkoli je že bilo. Skratka, mi denar in delo smo darovali in posteljnino in da ne govorim kaj vse. On je seveda zasluge za to pobral. Že prav. Nič narobe s tem. Ampak poslušajte, koliko so pa ti džamboti stari? Koliko hiš bi se lahko postavilo? Kdo je plačal te džambote, če je to 3000, 5000 evrov? Je to v nebo upijoče, da si en človek dela tako promocijo. Tako manekensko promocijo. Nekaj, mogoče ima pa kakšne, kako ne rečem, čezmejne ambicije. Ja, se, najbolj, da se pokoplja v piramidi. Ko jih bomo končno pregnali, kar naj si jaz idrejo, kje drugje, kar ne grejo. No, ampak glede vstajništva bi tudi rekla, ne? Lejte, tudi eni vstajniki mislijo, da je vstajništvo poslanstvo, ne? In da moraš biti skozi proti. Ma kaj je to biti skozi proti? Ti moraš vedeti, proti čemu se boriš in stati za tem. Moraš ti celo življenje piskati okrog parlamenta, pa rušiti vsako dobro idejo. Se pravi, če jaz se ne strinjam z oblastjo in če grem zaradi tega na cesto, moram vedeti in sprejeti odgovornost, če jih rušim. Oni bodo šli ven, kaj? Bo pa prazen parlament. Se pravi, moraš imeti eno alternativo. Tako da smo se mi tam spoznali, naredili smo vstajniško skupščino 6. maj, kjer so se evidentirale te skupine, niso vse želele isto. So ene bile zelo skrajne, ene so želele spremembo ustave, druge gospodarstvo. In smo naredili delovne skupine.
Mene so takrat izbrali za predsednico Vstajniške skupščine in smo imeli v Ajdovščini prva v Cankarjevem domu, druga je bila v Ajdovščini, v dvorani prve slovenske vstaje, vlade, tretja je bila v Mariboru. Tukaj smo se evidentirali, zavohali in videli, kdo s kom bi šel, sploh kam. In potem počasi so šle te stranke, oziroma mi smo že imeli TRS pa DSD stranko, smo bili skozi na ulici. Tako da smo se našli, zdaj imamo mi v 4. skupini nepovezane, pa imamo iz Straže kulturno-politično društvo, s katerimi mi delamo že 5 let. Različne akcije in smo se dobivali. Mi smo bili v teh civilno-družbenih gibanjih dolgo časa, mi se poznamo. Bolj, ko gre slabo, odkar se je začela kriza, odkar smo videli, ko smo že opozarjali, da ne bo več kaj reševati. Pa so rekli, kaj boste vi, nimamo mi pojma. Pa bi se takrat dali še kaj rešiti. Mislim, da se zdaj ne da več. Zdaj vsak dan teži, se tem je problem. Ja, že veliko razprodan. Dokler ti tale stol spodriti napotegnejo, ti ne veš, da ne boš imel več kje sedeti. Ja, koliko še čaka? Ni. Meni je en lobist rekel, jaz sem kandidirala že pred 2011. Neposredna demokracija je bila v našem programu, vse, kar je vstajništvo zahtevalo. Mediji so nas zblokirali, nič sploh nas bilo ni, skratka. In takrat sem jaz govorila, da je zadnji vlak. Danes srečam tega lobista in ne vem, kje je takrat bil komentator in reče, joj, Violeta, konc je, kot bi en luč ugasnil, veš. Pred 3 leti bi se pa še dal. Sem rekla, sam bejš mi zdaj. Dobro, sam kaj zdaj to pomeni luči, kot da bi en luč ugasnil? Kaj? Absolutno odnehati tukaj? Ne, odnehati pa ne. Ne, lih obratno, zbuditi se. Niso ljudje pred 3 leti, ki je bil skrajni čas, je pa zdaj skrajni, mislim. Če se ne vem, kam nas bo. In če drugega ne ustati in iti na volitve in voliti alternativo. Novo nastale, nič ne bomo lobirali. Mal nasledite, mal gledajte naše programe, mal probite, kolikor se da, ker imamo medijsko blokado, ko je Violeta povedala in to je dejstvo in na to bomo tudi opozorili zdaj. Na internetu je treba vtikati program, ja? Ja, na internetu imamo programe, se vse da, da recimo dobite, kdo smo, kaj delamo in tako naprej, da malo si dobite neko sliko svojo, se potem odločite, za koga boste volili, ampak vsaj potem nekaj novega, alternativnega, ker zato smo nastali. Zato res je bila ta potreba, da točno tako, če jih vržemo ene dol, koga bomo dali noter in tako naprej. In mi se bomo pač res borili delati to, za čemer stojimo in biti čisti v tem. Zdaj me zanima, mogoče za zaključno vprašanje, kako se zdaj ta vajen, ne bom rekla aktivizem, ampak ta vajena bitka, boj, naša pravzaprav, ne bom rekla vajena, ne bo kar naša, bo lažje. Naša, mislim, pač slovenska, vse slovenska upajmo, da bo nekoč, pa ne govorim seveda o tej strankarski, pač za spremembo. Kako se je zdaj to navaja odraža v ustvarjalnostnem smislu, kot igralki, kot vendarle, ne vem, je moč še večja, ne vem, ali vam zmanjka kdaj, da potem, ko imate nek projekt igralski, ste lahko še močnejši za to? Jaz pozabim na predstavo, to sem vzel v tem. To je čist drug film. Zato pa spet ni dobro za kulturo. Pa naj delajo kulturo tisti, ki drugega ne znajo. Jaz moram zdaj rešiti najprej pogoje, da kultura sploh bo. Ni, jaz letos sem štartala 2 projekta, pa ne samo zaradi tega, ker sem bila politično aktivna, v glavnem zato, ker ni denarja, da bi jih speljala. Pač ena produkcija stane, postprodukcija pa še več, pa ne veš, ali sploh prodal ali ne, je hud riziko, ampak nisem naredila nobene nove predstave. In se mi celo zgodi, da ko imam termin, še dobro, ker imam enega mladega kolega, ki me pokliče, ki me kar, ne bi šla na predstavo, toliko sem zmedena in v drugih teh sferah, strašno. Toliko si skoncentrirana. Ampak to bo samo začasno. Ne bo pa pustile kulture in umetnosti. Jaz sem bila letos kar dosti zasedena, ampak gostujem kot gost, moram tle res priznati, da je Gledališče Koper mi rešilo življenje, ker me angažira kot sogodnjakinjo in da igram dosti predstav tam, ker mi rešujejo življenje in kariero, bom rekla tudi, ne.
zato ker so postala vsa gledališča hermetično zaprta pri nas, ker ni važno, koliko znaš, koliko veljaš, kaj si pokažu reference, jaz si lahko tisto zataknem za uho. Čigav si Nič. Ni denarja zate, zdaj smo kar nekaj dragi s tem, da jaz imam študentski honorar, imamo vsi študentski honorar in skratka ti izgovori, ki se mi tudi ne zdijo na mestu in smo pristali na to, da moramo delati projekte same. Jaz nisem hotela biti recimo samo zaposlena, dejansko, da sem kot neka firma in bom delala svoje projekte, kaj zaposlevala ljudi, klicala, kdo mi bo režiral, to je ogromnega dela. Tako kot je zdaj Bojan Cvetrežnik tudi napisal, koliko svobodnjaki velja za vse, on je na področju glasbe, ampak je enako. Mi porabimo dokazano 30–40% za birokracijo, za vse, kar uprava naredi unim zaposlenim, da jaz pišem maile, da sklepam pogodbe, da se vse in potem grem še na oder, da se ponujam, da odgovarjam, da zorganiziram to gostovanje recimo za svojo monodramo, celo najamem kombi, ki ga hvala Bogu vsaj ne peljem, ker po mojem bili vsi mrtvi, in mi vsaj en pelje in en od moje tehnike, ne posebej šoferke pa, vse to plačamo, se pripeljem tja in potem 1:20 odigram, tako recimo kot isto Violeta, monodramo, še zato, da preživim in da spet tam so rekli, joj nimo denarja, bi prišli vi za toliko, sem rekla, ja seveda bomo prišli za toliko in tako naprej. Še dobro, če ti dajo za toliko prosti čas, gremo pa na karto, pa to ljudi sedi, imaš pa stroškov 3-krat toliko, se pravi, si v minus narediš. V bistvu ti nič ne pomagajo, zdaj so začeli in točno to, država pravi, ja, mi podpiramo na institucijo, mi podpiramo projekte, mi podpiramo, ne vem kaj, alternativ, mi neodvisno produkcijo, vse podpirajo nič, laž. Vedno te zavrnejo. Najprej, da ti, tako ko je Bojan napisal, bom ponovila, ampak je to res, spomnil me je, najprej napišeš enih prošenj, da ne broj listov. Potem za svoj projekt, potem te oni ocenijo na podlagi, kire sodelavce si noter dal. Če so samo zaposleni, dobiš več točk. Moje reference mojih, ki jih prosim, da mi delajo režiser, ne vem, scenograf, če ga rabim in tako naprej, ali pa tekstopisec, ali pa tako, če delam svoj tekst, kar je zelo rada delam, da tudi tlele širimo slovensko dramatiko. In v glavnem, in potem vse to, in potem me oni ocenijo in rečejo, tako ko so meni rekli, joj, odlično, za 4 točke ste zgubila, za 4 točke. Od, ne vem, imela sem jih, ne vem, mogla bi jih imeti 78, imela sem jih 74, ne mislim pa. Pa sedi tam cel kup ljudi. In sedi cel kup ljudi, ki so za to plačali in potem, če ti dajo denar, in to ti dajo recimo Jurija 2, tebe predstava stane 10, ne? No, in potem ti dajo, in za ta 2 Jurija moram jaz spet tak kup dokazil, kako za računi noter upisati, da sem rekla, lepo vas prosim, no, to je podpora. In to je podpora in sem nehala, že ko sem svoje CD-je delala in te stvari, jaz sem rekla, jaz nimam živcev. Jaz namesto, da bom v studiu sedela pa vadila pesmi, pa jih snemala, pa se jih učila, sem rekla, bom pisala to papirologijo, pa iskala, pa ne vem, kaj sem rekla, ne. In pa sem šla in sem žicala neke firme tam, da so mi po 500 evrov dali, pa po 500 evrov. Dokler firme še so. Ko so bile, to govorim nazaj, to še nazaj govorim. Ampak pa sem šla kar v to, da sem rekla, in polico je tako rekli, ja, to denarja imamo, dali bomo, ne vem, 20 in na vas bo prišlo, ne vem, tako, tudi ministrstvo ali pa mestna občina, tam 500, to bi prilagoji za 500 evrov, pa raj se pol odpovem enemu honorarju, 2 in bom uložila svoj lasten denar. Ja, ma kaj pa čem? In je grozno. Ravno zato, zdaj si rekla, bom uložila svoj lastni denar, s tem na nek način dopuščamo, da se to dogaja. No, to je pa tudi seveda to. Mi nimamo točno to. Mi smo krivi, ker si ne postavljamo cene. In zdaj, ko je kriza, smo si jo vsi znižali. Ampak recimo, enke pa zaposlen, ali pa bo nekam šel, tako ko je Bojan, tudi Cvetrežnik, glasbeni kroni, bolj hodijo kot mi igravci, ki smo res bolj zaposleni, ali pa recimo, ne hodijo tako še igrati, ali v različne bende, ali kot posamezniki, še kam, ne. On je rekel, da je za 50 do 80 bruto špilal in to z vrhunsko izobrazbo. Ampak unika so pa, recimo... Da se spomnijo Tera Folka, ne?
z njim, ne, ki je bil svetovno, vrhunsko stanje. On je Vera Folk, to je ta violinist. Vrhunski. Tudi Cirque du Soleil je igral. Cirque du Soleil sprejme. Recimo, ne, ampak to je zelo podobno in to je rekel, krivi smo si sami, zato je naslovil, kdaj je čas, da rečemo ne, hvala, ne. Zdaj, koliko je tudi tvoj čas in energija, ne, jaz se vozim, upeljamo tu za 50 € in ki se dam za benzin in pa kaj? Kaj a se mi sploh splača? Ali boš, da sem res doma, ne vem, kaj delam, ne, mislim, ali začne kaj drugega početi. Imamo odgovor, zakaj se toliko ljudem bolj splača biti na socialni, biti doma in se delati, da iščejo službo. Tako, in napaka, a ne da, in pa še vsaj do nedavnega, dokler ni še sociala postala kredit, je bila sociala nekako kar dober nadomestek in pol je rekel, glej, če jaz dobim od sociale 600, ker imam tudi primer ene gospe, ki ima ranč s konji, in je rekla, jaz bom pa enega vzela, pa mu bom plačala. In on bi hodil samo 3-krat na teden, s tem, da zjutraj dobi zajtrk, in kosilo, ko gre, ne dela 8 ur. Samo ona tisto, res, in kaj bi pa delal, je rekel, ja, to, kar delam jaz, bom kidal gnoj, seno, čistu, odpiral, zapiral, ne vem, kaj se pač na ranču vse dela. Je rekel, jaz pa nisem za to, jaz sem malar ali ne vem kaj, jaz pa ne bom rekla, je rekla, jaz imam pa 2 magisterija, pa kidam gnoj. In ona je hotela v bistvu nekomu pomagati, in mu je hotela dati delo, ki ni ne vem kaj, ampak bi on isto in zato 3-krat na teden bi zaslužil 500 €. In jo rekel, če jaz dobim 600 tam na urmo, zakaj bi jaz delal za 500? In evo ti ga na, ne. In je vse narobe, in je tudi, a veš, vse narobe, ampak cene bi pa morali držati, ker ni prav, da smo se mi potem tudi sploh na svobodi tako nizko spustili. Zelo nizko spustili. No, jaz imam izkušnjo, ko smo dobili spet ministrstvo nazaj, sem jaz šla se pogovarjati z ministrom, ne, čistko. Povejte mi zdaj, se sva na ti, kako zdaj, kakšna je situacija, pa to, mislim, jaz sem stara tok pa tok, ne morem biti skozi na cesti, nemogoče je nabrati za eno plačo, če si plačan po 80 € za nastop, ali pa 100, ne. To moraš se navozati in odigrati, nisi več star 20 let, ki bi nabiral kilometrino. In sem ga šel vprašati, če mene Slovenija sploh potrebuje. Če me ceni, če mi lahko sploh kaj, eno opcijo pove, kako bi on eno žensko pri 50-ih pravzaprav uporabil, ker jih je ogromno, ki znajo dosti manj, pa so vsi na dobrih službah. Joj, veš, ne vem, težko, pa ni za minister, jamra, kako ni mest, ni zaposlitev. Nove sobane, vse v marmorju, katera vrata odpreš, spet nekih sedi tamle. In jaz vprašam, ne, sej ne prosim nič, delala bi, ne. Mene zanima, ali me Slovenija potrebuje, ali grem kelnariti pri 50-ih, kam bi. Jo pa ne bo, ta čas je bil približno, ker to je zdaj čas, ko nastopi enih 5 mesecev, ko nimaš nič. Položnice pa laufajo. Pa sigurno vedite, da nimam zdaj na lagerju, ne vem koliko tavžent, ne, do zdaj. Do zdaj smo delali za sprot. In on reče, pa ne bi ti, kako? A tebi sploh, to, kar si prej rekla, nimajo stika z realnostjo, a tebi sploh jasno, kako živi en svobodnjak? A tebi sploh jasno, kako živi ena igralka, ki jo cela Slovenija pozna? Vsi, ki tam sedijo, imajo 2 jurja na mesec. Jaz cel 5-6 mesecev, ne vem, če naberem 500 €, če me slučajno kdo kje kaj povabi. Kako? A tebi jasno, da je z teh 5 mesecih tak minus natočen, da moram naslednjih pol leta sam za nazaj delati, pa za tist, kar sem se sposobil. No, pa me je poslal na en sestanek enemu direktorju gledališča, sem mislila, da me je poslal vse kaj zmeniti. Ne, oni so se izživljali nad mano. Bilo je v tem kontekstu, a ja, si hotela biti svobodna, ne? A ja, kako pa kaj tvoji vstajniki? Ja, super. Mi je pa direktor gledališča razlagal, kako je težko in kako je grozen. Nisem jaz prišla kje poslušati, kako je njim grozen. Jaz sem na cesti, jaz vsak dan vidim, kako je grozen. Ali to pomeni, Violeta, da si pripravljena v bistvu svojo to umetniško kariero absolutno dati na stran? Jaz sem prisiljena jo dati na stran. Jaz kot umetnik ne morem živeti.
Za zameno za politiko, recimo. Ne, to ni zamena za politiko. Ali bomo državo uštimali, da bomo lahko delali tudi kulturo, pa tudi kaj drugega, ker drugi počnejo, se noben ne more nič delati. Ali pa grem, tako je Lara rekla, ali bom pa spakirala svojo hčerko in se bom odselila nekam, kjer bom lahko makarka kelnerca preživela. Ja, zato vsaj noben ne bo pa znal. Ker me očitno Slovenija ne potrebuje. Ampak, če smo čisto realni, ne, se bo kdo sekiral, če... Noben, čisto noben. Tu je problem, jaz vidim. Ja, pa kaj mene briga, če se oni sekirajo, jaz hočem živeti. Jaz se tukaj strinjam pa z Laro, ne, kritična masa. Kaj pa, če bodo pa vsi šli, ne? Zdaj je to, vse več mladih odhaja, ne? Vse jaz mislim, dobro, kje bo pa meja, ne? Razlika je v tem, da bom jaz preden bom se odločila, da dvignem roke, naredila vse, kar se da. Da bom naspram svojim otrokom ali pa vnukom ali pa komorkoli, ki ga bom srečala, vedno imela mirno vest. Če bi vsak naredil to, kot naredimo mi tukaj, potem je bila Slovenija takole rešena. Rožce pa ptički. Ne moreš pa z mlini na veter, jaz sem že se počutim kot Don Kihot. Jaz sem včasih izčrpana. Če bom lahko to kritično maso premaknila, da bomo šli vsi s tokom, da me tudi podpre in ponese ta tok, ja, drugače pa sebi krila polomiš. Rabimo, ne, mi smo dali recimo svoj glas in svoj stas in svoje zdravje in vse, ne, tudi dobesedno, ker smo po teh volitvah v bistvu od pregorelosti kar vsi obežali. Ampak mi rabimo podporo in zaupanje. In rabimo ljudi. In rabimo vas. Predvsem pa zbujene ljudi. Vse ni nujno, da samo nam zaupajo. Naj bodo vsem aktivni, naj zaupajo sebi. Tako. Mi celo zdaj recimo na listi si želimo, ne vem, Murine delavke, vse so na cesti. Pa dejmo, ker hočemo neposredno demokracijo. Jaz ne znam zagovarjati to, kar one rabijo. Ampak oni vejo, kaj rabijo. Naj dajo svojega sindikalista, svoje zaposlenega, ki zna artikulirati svoje zahteve in naj ga izvolijo. In naj pride v parlament in naj tam direkt njim zahteve da, ali pa iz mladinske knjige, ki se prodaja, ali pa iz, ne vem, Mercatorja. To bi radi. Zdaj ti, ki še imajo službe, jih je strah. Mura nima pa več kaj izgubiti. Imate vidiš še kaj za izgubiti? Ker vem, greste naprej na to politično pot, vaju skrbi, da lahko še izgubite kaj takega, kar bo nepovratno in bo treba spokati. Zdaj sem zelo... Nimaš več kaj izgubiti. Jaz nimam kaj izgubiti, ker nič nimam. Mislim, razen sebe in resno. Najeto stanovanje, 8 let star avto, otrok nimam in jaz... svoj mir notranji. Tega pa dobimo s tem, ko se ukvarjamo. Ja, točno to. Jaz sem rekla, da v bistvu sem ga dobila nazaj, ko je bil narušen, ko sem začela srečevati take somišljenike in soborce in čudovite ljudi okoli, da sem rekla, joj, samo že zato je vredno, ker sem toliko dobrih ljudi spoznala in smo se kar nalepili skupaj, isti tiči skupaj letimo, hvala Bogu, in je res, to mi daje isto kot tebi, upanje in pogum in energijo. Nočem pa, da mi vzamejo tega in nočem, da mi vzamejo dostojanstvo. In nočem do konca in predvsem nočem, da mi vzamejo tega upanja. In to si ne bom pustila nikoli vzeti in če bi mi karkoli prišlo čez, bom pač šla. V Beograd. Kaj te briga tam? Kar že ve, verjetno v Beograd. Ne, ki si prej rekla, da bi lahko šla v Beograd, zato sem zdaj povezala. Kakšno vprašanje? Ja, izvolite, gospod. Ko ste začeli temo o stajlištu, no, tukaj se lepo kaže stanje, no, jaz sem se odlečil samo ene take demonstracije, ki je bilo za zdravstvo, sem pa konzervativen, grem pred 80 letom, tam sem srečal ljudi, zelo različnih političnih prepričanj, vsi smo bili pa zaradi te katastrofe, ki je pred našim zdravstvom, evo, rezultat ni komaj jozet. Ni res. Ja, žal je, zaenkrat se stanje ni izboljšalo. In najšibkejši člen, če uporabim, asociacija na
vaše prvo uveljavljanje, ko smo vas vsi spoznali, najšibkejši Slovencev smo pasivci. In pasivcev je vedno več. Poglejte samo zdaj volilno udeležbo. Koliko pa mislite, da bo 13. julija? Mislite, da bo 25%? Dvomam. Jaz tudi mislim, da bo. Če smem. No in to je ta najšibkejši člen. Zgleda, da je še zmeraj premalo hudo. Zgleda, da je še zmeraj premalo hudo. Oziroma tistem, ki je vse izhudo, pa nimajo več energije. Jaz se popolnoma strinjam z vami, da je to najšibkejši člen. Glede javnega zdravstva je to nekaj, kar nam jemljajo in to je katastrofa. Ljudje so apatični, glede, koliko malo nas je bilo na tistih demonstracijah za javno zdravstvo. Manj kot na kakšnem, da ne rečem, šovu tamle. Skratka, to je tako boleče, zadeva pa vse. In potem, ko jim rečem, to je pomembno, te gledajo, ma vas bom čakala, ko boste morali hišo prodati, da si kupite zdravilo. Ma ni vseeno, ma kaj vam je? In zdaj, jaz sem zbirala podpise, ne? Mi smo naredili koalicijo za ohranitev javnega zdravstva. Ampak če me gledajo tako, da sem jim prišla nekaj vzeti. Pa zbudite se ljudje. Jaz sem pri požarju na tisti nebulozni oddaji se pogovarjala, ampak ko sem videla, da smo porabila že skoraj ves čas, sem začela to kazati, nekaj podpište, za vse nas gre, ne gre zame. In imamo koalicijo, tukaj smo se pač dobili, kar nekaj zdravnikov in nekaj gibanj in tako se trudimo, ampak ne bo pa spremembe, dokler ne pridemo v parlament in to zahtevamo. Saj civilna družba ne more nič. Mi podpisujemo za ohranitev vode, zdravstva, ne vem kaj vse, not moramo priti. Pa zmetati te butle, ki nas prodajajo ven že enkrat, če se smem tako izraziti, ker jih pa res tukaj sam nekaj, ti butle, ki nas prodajajo, meni pa nekaj ni jasno, se prodajajo tudi sebe, pa svoje otroke. Kje je ta kratkost pameti, ne? Ne prodajajo. Lej, eden, ki ima 20.000 evrov ali pa 30 na mesec, njega ne zanima javno zdravstvo pa šolstvo. Kultura sploh ne. On se usede lahko danes na avion in gre v New York gledati predstavo, kakršno hoče. On lahko svoje otroke šola, kjer hoče in se dobi zdravstveno oskrbo vrhunsko. A mogoče kdo ve, koliko sekund se aktualna ministrica za zdravje, ki je obenem tudi predsednica vlade, koliko sekund na mesec se ukvarja z zdravstvom? Nič. To je politična osebnost. Stvar je v tem, da ne prodajo oni vse. Ja, vse, minister mora tudi recimo, dobro, to ne, ampak ko govorimo o teh, če dejansko obstajajo čimtrej in tako naprej in zapraševanje, to tukaj meni ni jasno, se zaprašujejo tudi sebe in svoje. Sem jaz spraševala svojo hčerko, ko sva se pogovarjala, pa sem rekla, ne razumem tega pohlepa, da nekdo zaradi tega, ker bi rad bil še bolj bogat, pozabi, da bo imel otroke, vnuke, da bo zemlja morala še obstajati. Kaj je z ljudmi? Kako to sploh kdo si dovoli delati zemlji, ki je od vseh nas? Jaz mislim, da je strašna apatija to, kar je gospod že omenil, ker je grozna, ampak ljudje so res, sem videla, res ne verjamejo, izgubili si upanje, tisti, ki so lačni, jih je sram in se držijo noter, kar si ti omenila. In utrujeni so do konca, Utrujeni ni in to sem videla, podatek, zdaj, če vse zberem, še tretjina je na antidepresivih, lepo vas prosim, ostala verjetno tretjina jih poje, ne poje, ampak pije. Alkohol, na beli listi ali se kupujejo antidepresivi? Ne, na recept. Na recept, ti moraš dobiti tole, kar pri zdravniku, kar se pravi, moraš imeti probleme in tako naprej. In je grozno, ljudje se tudi na tega navadijo in čakajo alkohola, ja seveda, kaj pa ne bo pol, pozaba, to je bek, in tle je zdaj težko, ne vem kaj sem rekla, nič ni za obupati pač z to energijo in s tem naprej, jaz mislim, da naš čas prihaja in ljudje se morajo tudi malo dvigati zavest, tudi za nas bom rekla, vsaj za našo, ker smo pač res drugačni in ne bomo pristali na nobene kompromise, ravno zato, ker hočemo res spremembo, ko je potrebna. Jaz bi rekla, da jaz sem optimist. Če pogledate lani ob tem času, pa letos, jaz vedno tako, eno leto si vzamem, veliko je narejenega. Res je veliko, srečujemo ljudi drugačne, ki drugače razmišljajo.
so bolj Se že kreativni. povezujemo, ampak ni... Ni bil čez noč narejen. Tako, ja. Povezujemo, delimo misli, ne Miro, on je zmeri naš duhovni vodja, vedno z veliko pozitivnih misli in tako za osebnostno rast, predvsem se mi zdi, tako da hvala zdaj javno. Lepo, ker to je tudi točno to, ne, da moramo pri sebi in vseeno reči, glej, zakaj ne rečemo ljudje, pa dajmo probat, no. Se nimamo kaj izgubiti, točno to, ne, pa dajmo probat. Jaz to, kar nekateri še imajo, ne. Veliko za izgubiti, ko bodo probali, pa če ne bo uspelo, bodo lahko veliko izgubiti. Spet govorimo, ne. To je če si bil teorija ustrahovanja, ampak ja. To je isto, kot če žabo kuhaš počasi na vodo, se ne bo niti, če boš pa dan takoj na vroče vodo, pa skočila. In zdaj... Smo da počasne žabe zdaj. Mislim, to, da ali zgubiš zdajle, ali zgubiš čez 2 dni, je to čisto vse. Boš, da zdaj nekaj narediš, pa pol imaš le neko upanje, da ne bo zgubil, ne pa da zgubiš. Se strinjam, jaz pač moram, moja vloga je, da vas... Zdaj si nas čist provocirala. Ne, pa še ena stvar se mi zdi pomembna. Meni je najbolj zanimivo, da meni se življenje ni dosti spremenilo v smislu, ja, da delam več za pol manj, ne tako kot vsi, ampak jaz nisem hlepela po ničemer veliko. Jaz sem imela, ne vem, zmeri rabljen avto, zmeri najeto stanovanje, taka pa sem, razumeš? Odpovedala sem se pa res, kakšnemu potovanju, ki ga imam rada, ki sem kdaj bolj šla, to je bilo tisto moj ekstra, ki sem imela, ali pa da sem komu kaj pomagala, da ne govorimo pa take stvari, ampak se mi ni spremenilo, jaz znam skromno živeti, meni mi ni problem. Namesto, da si zdaj kupim še, zdaj, ki so moderne rumene, še hlače, ne, nosila te peš od lani, ne, ni problema. Lepe so, urejena sem, super mi je. In mi ni problem, in tle se mi zdi tudi, ne, da ni problem. Jaz zdaj tudi, če bi imela zdaj denar, jaz sem rekla, Bog ne daj, da mene kakšen bogat ujaga, ker bi mu porabila ves denar. Ampak ne zase, razdelila bi ga. Razdelila bi, kale uni rabi pomoč, bi kar dala, ker jaz, ko sem služila, jaz sem kar po 10 evrov dala unim po cesti, pa tako. Oni me kar takole gledali, rekel, to ste se zmotila. Sem rekla, ne, mam in Božič je in grozno mi je, da ste tle. In sem dala, in sem, mislim, hočem reči, in tako bi jaz, meni nije, sam hočem normalno živeti, res, da se ne tresem, tako kot vsak, da se ne tresemo za ta vsak dan, da ne gledamo na vsako ceno, da ne gledamo, a bomo zbrali za počitnice, a bomo plava, kje, zdaj smo že prišli, a bomo plačali račun za gretje. Pa da so ljudje srečni, da jih vidiš nasmejane, ne pa da prežgeš radio, pa slišiš, mamica zvečer joka, ker me boli želoče, ker mi ni ma dati kaj za jesti. Fertik je, tle imaš knedl, tle. Kako si to hudiča lahko država dovoli? Taka mejhna država. Ti imaš knedl, veš, v Litvi, da pa nima. Ja, briga. Tu je problem. Jaz jokam, skozi jokam. Mene to tako prizadane in potem greš v boj, seveda greš v boj, kaj pa boš delal? To je grozljivo. V tako bogati deželi, kot jo imamo, tako zlati, kamor pogledaš. Tudi vse so nam vse pobrali. Pa niso mogli še pobrati zemlje, zraka, čeprav pospešeno hočejo. Mi bi lahko na osnovi tega, na obnovljivih virih, na posebnosti, na turizmu, na ekologiji, mi bi lahko vsi se prehranili. Mi bi bili lahko vzorčni model, ker smo majhni. Biser Evrope. Da bi se vsi drugi učili, kako. Mi ne moramo tekmovati v količini, lahko pa tekmujemo v kvaliteti hrane. Butičnost. Ja. A veste, gospa Violeta, da je gospa Lučka Kajfež-Bogataj že 100 let nazaj, unim tam, na Šuberčevi ali pa Tomšičevi Sevsen, povedala vse. Kaj ne naredimo pravočasno, da nas ne bo vsekal. Niso naredili, a veste, da se isti ljudje jokali na rami. Mislim, se prav ti ljudje nimajo, oprostite, kaj imajo tu not? Ja, vse to sem jaz se sprašvala, s čim nas hranijo. Res. Ker so bili upozorjeni, res, 100 let nazaj. Vsi vemo, na lastni koži najbolj boli. A ni škoda. Pa iz zgodovine se nismo nič naučili. Tako bo. Prej je gospod rekel, očitno nam še ni dovolj hudo. Jaz to včasih... Jaz ne razumem, da zdaj
taka pasivizacija in narašča pasivizacija. Ja, toliko, koliko smo prej že omenili, od prestrašenosti do pravite, obupa, apatije, razžaljenosti, ponižanja, kasilačanja, se ljudje zapirajo in mislim, vsega je ne na kupu, ampak... No, ampak to pa je dobra novica, ker jaz bi vendarle rada, ker tudi to se mi zdi, da je tudi ena rak rana, ne samo naše družbe, pač pa negativnost, ne? In bi rada, da končamo ta večer z enim pozitivnim in to, kar je rekla prej Violeta, jaz sem optimistka, spoznavam ljudi, ki razmišljajo drugače, ker jaz se to vsakeč znova čudim. Jaz se družim samo s takimi in nimam ozkega kroga, ker javno veliko delujem, ki razmišljajo tako kot jaz. To se pravi radikalne spremembe v smislu ceniti nazaj samega sebe, svoje otroke, svoj živež, samooskrba. Zato mi vsakič ni jasno, pa dobro, pa kje pa te ljudje so? Kje je tistih 20%, ki vodi vedno na volitve, da nam sranje izvolijo? Mislim, pa sebi pa ja morala nekoga... Nekje jih imajo zaprte, pa jih spustijo, sem takrat. Jaz nobenjo ne srečam, res. Ne, ampak jaz se to dejansko se mi družimo taki, ja. Dejansko se sprašujem, in moram reči, da žal se mi pa dogaja, da nisem več optimistka. Ja, mislim, da nisem, jaz si rečem, da nisem optimistka, pač pa da sem realistka postala, da si malo ublažim to razočaranje, ker vedno verjamem, da se da spremeniti stvari, zato tudi vabim take ljudi, ki imate to energijo, ki imate ta temperament. A ti povem eno optimistično. Danes sem na poročilih slišala, da se Slovenija ne zadolžuje več po 6% 7 obrestni meri, da so neke delnice odkupili, to, kar sem jaz skozi govorila na teh soočenjih, da je to treba narediti, čeprav nisem čisto dobro razumela kaj, ampak sem vedela, da je to dobro, da so mi povedali ljudje, ki se na to spoznajo. Pazi, danes na radiju slišim, da Slovenija bo se zadolževala samo po 3%, da so znižali, da so odkupili neke delnice in da bo naslednji kredit šel v gospodarstvo, ker mene najbolj mučilo, da smo kredit dobili, pa nisi vedel, kam je šel. Se pravi, je bilo nekaj že povedano, tisto, kar bi si jaz želela pravzaprav. Če je vse to res, ne? Ko pa pridemo zdaj jaz sem delala v medijih, jaz vem, kako se stvari... puste medije, kaj nam delajo. Zdaj pa še to. Smo rekli, da bomo pozitivno govorili. Delo nas sploh nima noter, Združene levice na raziskavi ni, nas uradno ni. Se pravi, bomo šli spet od človeka do človeka, pa po 3 prepričevali. Ni problem, pač tisti, ki imajo denar, jih kupujejo. Vendar sem prepričana, da pridemo v parlament. Jaz verjamem v to. Pa tudi, če moramo spet na avtobus pa po celi Sloveniji se voziti. Dobro, da imate to energijo. Verjamem, ker je to nujno. In ko pridemo noter, bodo morali slišati naš glas, tudi mediji, ker potem imaš pa mikrofon pred sabo 4 leta. Pa kamere! In boš kar naprej zahteval zakon. Kar naprej! Da imamo družabno omrežje, kjer ste pa pravzaprav lahko aktivni. Zato so mi pa zablokirali Facebook med volilnimi. Ja, vidiš, sam recimo kakšnika pa ni ali pa starejša, pa tako je pa težko, ne moraš, jaz bi rada, da tudi do teh pride, ne, pa tako. Ampak ne, jaz bom res pozitivno rekla to, da čutim, da vrši, da se ljudje prebujajo, da se nam dobro, mi res smo malo bolj, ker se res taki povezujemo, ampak vidim tudi zdaj, ko smo imeli štant in tako, ko so ljudje prišli, pa so se nam že režali, dobro, meni in Violeti itak, ne. Taki pač svaj, taki kaniva ostati, zdaj, a vam je všeč ali ne? V zastavo oblečeni smo šli na Lady Piknik, zato ker nas so mediji ignorirali na Lady Pikniku, so bili pa sami fotografi, ne? Pa smo še v evropsko zastavo, v evropske levice smo šle, pa z bršlanom okoli glave, pa industrijsko konopljo smo imeli, za katero se tudi zauzemamo za legalizacijo, predvsem v zdravstvene namene. In tako naprej, ja. Jaz imam njivo že zorano in čez 2 dni seme pade v zemljo. Ta je pa že prekrško, pa se industrijska je. Ja, industrijska je, ja, seveda. Poslušaj, na 10 arih industrijske konoplje bom jaz samo skrbno imela olja za sebe dost in moke. Iz slame 10 arov, sam 5 kil bom sejala, pa dobim, mi plačajo to, da imam za seme za naslednje leto, če ni to krasno. Pa bom na obisk, včasih sem marmelade domače nosila,
zdaj bom pa stekleničko olja. Ki je fantastično mimo grede. Zdravo, noro, zdravi vse, tako da svojim zgledom, ne? Svojim zgledom moramo. In družiti se moramo sosedi, lepo prosim, no. Ker to sem pa jaz ustanovila tle, ker zdaj živim in delamo piknike in ravno, kdaj je bilo v soboto, smo se živalsko zabavali. Ne, na nivoju, to rečem tako, lepo je bilo. In se mi zdi, da moramo skupaj in si pomagati in tudi tu izboljša kvaliteto življenja, da ni sosed ima kravo, jaz bom kupil dve, ne, ali pa ne, ampak moramo razmišljati, on ima kravo, jaz imam bika, damo skupaj in imamo vse, ne. Imamo telička. Imamo vsi vse, ne, tako je treba razmišljati in tu sem jaz rekla. To je vladajoči atomizacija družbe in potem je lahko vlagaš. Povezati se moramo spet nazaj. Nazaj, ne sam zase, še pa tudi lepša, nam ni fletno, no, a razumeš, sem rekla, skupaj kosimo travo, tam lepo, pa še piknike na raštilu darma, pa ni to lepo, ne. Mislim, res tudi kvaliteta bivanja vsega in tega nekega, človek je res srečen potem in vesel in zadovoljen, kljub vsemu temu, kar nas, ampak mi moramo to, ne, kar miro, sem se lepo naučila, ne. Ja, hvala vsakomu, seveda. Skratka, Violeta in Lara, lepo hvala za tale večer. Moram reči, da sem malo bolj optimistična. No, lepo, pa namen dosežen. Midve bova do 13. imele optimizem in popademo dol. Pol grejo na infuzijo, vse to ni problema, ampak midve se bova dali, ne? Pa do zadnjega, dokler se bova migali. Tudi, ko me bodo povozili, čist bom še pomigala. Nastojte, dio di Bog, nastojte nikakaj nakladati v kruh. Do takrat, ko ješ baradorja pepijem, bot ne bom jamo lih toliko v žepi, lih toliko pomemajo unita ora. Do takrat na svijeti ne bo nič prav. In zato se bomo zdaj borili. Kaj ne rečem? Hvala. Hvala res in seveda hvala tudi vam, ker ste prišli. Ampak ko se začne, veste, tako nagovarjaš skoraj enega na enega, ne, ampak ko se pa množi. Veste, da se množi, res. A lahko jaz na koncu, jaz imam eno, no to je pa res ena misel, ki me pa vsakič znova dvigne. Da negativna energija je sicer hitrejša, ampak pozitivna je pa močnejša. Bravo. A ni to. Pa ne vem, kdo to reče. Ni moja. Ne vem, kdo to reče. Ampak že slišala. Preberemo vse. Ta stavek, ko si mislim, ti ne, to nismo zdaj videli, slišali. Takrat me to, se mi zdi, da na dolgi rok je vendarle dobro je zmagovalo, tudi v zgodovini. Pustimo za koliko časa, pa koliko je bilo škode. Še nekaj bom rekla, pravijo zdaj Age of Aquarius, da se spreminja, to obdobje rib gre, če sem malo ezoterična. In jaz verjamem, da so ta trenja, ki se zdaj dogajajo, ravno zato, da se rodi nekaj boljšega. Zdaj, trenutno zgleda res katastrofalno. Vidiš, da so skreirali, ne vem, stvor, ki je pol človek, da nam gensko spremenjeno hrano nudijo, da dobesedno, da bo treba drug planet najti, in tako. Ampak očitno moramo ljudje čez neko genezo, čez neko evolucijo z revolucijo skupaj, da bomo res lahko v 21. stoletju živeli ta, ki mu mi rečemo pač demokratični ekološki socializem, nekako ga je treba imenovati, karkoli že bo, ampak da se bo začelo spoštovati ne samo vsakega človeka, tudi vsako žival in vsako rastlino. To je zelo važno. Jaz sem po duši pogan, moram priznati. In meni je krščanstvo, pa če je kdo med vami, pač veren, nimam nič proti in ne zdaj kregati, vendar mislim, da je povezano s tem kapitalističnim modelom od nekdaj. In je že to, da ima samo človek dušo in da mu je vse podrejeno, povzročilo posledično to, kar se nam zdaj dogaja. Moja poganska duša obožuje vsak kamen, morje, trave, potoke in jih nikoli ne bi mogla onesnažiti, ker je to del božanstva. In spoštujemo tudi vesolje. Seveda. Ga ne imenujemo Bog, ampak nekaj, kar verjamem v sile, verjamem v zakon privlačnosti, verjamem v energije, ki jih oddajamo in tu nam vedno kot bumerang pride in to verjamem. Se pravi, da verjamem v Boga. Zanimivo je tudi to, da verjetno ste že vsi kam odpotovali, ko enkrat čutiš, ko si recimo med
Tuaregi, med ljudmi iz puščave, med ljudmi iz, ne vem, Amazonije, kjerkoli, kjer nimajo izbire, ki je narava edina, kjer nimajo Lidla ali pa katerekoli z akcijami trgovine tok, ali pa nimajo kakšne pipe pa tako naprej, ne. Tam vidiš, kaj pomeni spoštovanje narave, ne. Tam se oni ne sprašujejo, a bom jaz tole malo posekal zato, ker ne vem, ne. Zato, ker če bom to posekal, njegovi otroci naslednje leto pa pol ali pa še več ne bodo imeli za jesti. In to so te stvari, ki ne se mi zdi, da manjkajo v tej zahodni družbi. In veš, vsakič rečem, pa Madonna, če že to potujemo, pa pejte potovati nekam tako, ne? Potem jih pa peljajo čez, ne vem, v džipih, ki ful kurijo, ki so grozni onesnaževalci skozi puščavo. In jim pokažejo, lejte, oni imajo turbane, to so nomadi, to da veste in to je to. Pejte živeti med njim, probajte preživeti en dan, tako kot preživijo oni. Pa mi pa povejte, pustimo, tudi nomadi so zdaj že, ne? Ampak recimo Tuaregi so še taki, tisti, ki še vztrajajo na zemlji, ne? Ta paradoks, ne? Sedijo na zlatu, pa nimajo več za jesti. Ampak fizično sedijo na zemlji, kjer je zlato, oni pa nimajo več za jesti. Mislim, to so pa ti paradoksi. Ampak to je že druga zgodba, hočem reči samo to, ne? To spoštovanje, jaz mislim, da nas bo narava nazaj opomnila, nas že. Je rekla ena gospa, da bo svet rešil kmet in ženska. To je zelo. Svet bo rešil kmet in ženska. Verjamem, da se moški tudi strinjate, ker to ne gre za nobeno šovinistično. Ne, ampak na srečo naš čas prihaja tudi, no, žensk. Zanimivo je nekaj, prebrala sem zdaj na internetu, da je, ko so Indijance, ko so Američani začeli Ameriko naseljevati, je bila strategija tega njihovega predsednika, kdo je že takrat bil, on si je to izmislil, to, kar se nam danes dogaja. Dali so tem bogim Indijancem vedeti, da ne morejo preživeti brez nekih neumnosti, ogledal, predvsem pa alkohola, ki so ga slabo prenašali, in ti Indijanci so se zelo zadolžili. In zdaj so se odločili, da bodo ta dolg povečevali. In so se s kožami odkupovali. In so te bizone in vse te živali pobijali, kar pomeni, da so naravni red svojih božanstev porušali, ker prej so ubili samo tisto, ki so jo pojedli. Zdaj so se skregali s svojim osnovnim poslanstvom in so pobijali iz pohlepa, pa ne svojega drugih. Zato so še več pili in se še bolj zadolževali. In ko niso več mogli dolg odplačevati, so odplačali zemljo. In so iztisnili kot in niso več imeli zemlje. In ta vzor se ponavlja skozi zgodovino povsod, v Afriki. Glejte, vse Afričani ne bi rabili biti lačni. Mimo grede, zdaj si me spomnila, ravno zdaj je fantastičen članek v novi National Geographic Slovenija, ali je Afrika naslednja žitnica sveta. Ne? Vsi, ne vem, če ste kaj že zasledili, ne? Kenija, Tanzanija, to so take namakalne površine, ki, če bi bile v pravih rokah, bi lahko napravili povedali. Nikola Tesla je rekel, da je vse svoje izume po svetu človeštvo, da bi bolje živelo, ne? In je načrtoval te antene, kjer z energijo in vodo oceanov lahko zalivaš Afriko, da postane žitnica. Ne, človek je pokvarjen, postavi harp v Srbiji, ker tam predsednik podpiše za provizijo verjetno dovoljenje in imamo te poplave. Zakaj? Ker pa imajo spodaj nafto in zemeljski plin. In ker jih vojna ni, jih bo pa vesoljni potop splahnil. To so etnična čiščenja. To so pač niso teorije zarote, to so vse teorije, ki držijo. Žal. Ampak zdaj smo šli v negativo spet. Ne, to moramo spremeniti, zavedati se moramo tega. Ker edino tako lahko rešuješ potem, ko zavestiš. Moraš biti jezen, moraš biti energičen, moraš po mizi udariti, ne gre drugače. Se si človek? Jaz sem zdaj tudi lačna. In ko je Lara lačna, se večer zaključi. Imamo večerjo. To dobro za linijo. Dobro za linijo. Tudi vsa ta aktivnost. Skratka, res lepa hvala, da ste namenili čas kljub tem res že poletnem in vzdušju in mesecu in temperaturam. Delite ta glas naprej.